Govoriti o prvi svetovni vojni bo v kratkem postalo zelo vsakdanje. Kajti ta zelo pomemben dogodek, kot je že gospa Tatjana rekla, v kratkem slavil 100. obletnico. To pomeni, da pravzaprav v resnici postaja zgodovina. Torej, pravzaprav živih prič je komaj še za vzorec. Pred 2 letoma je umrl poslednji vojak, ki se je še bojeval v prvi svetovni vojni v Romuniji. Skratka, lahko zdaj po tolikih letih pač vidimo vse posledice, ki jih je prva svetovna vojna prinesla. V 20. stoletju govorimo o 2 svetovnih vojnah. Samo vojne, ki so zajele več kontinentov, so bile seveda že prej. Takšne so bile napoleonske vojne, ki so potekale v Evropi in Ameriki. Takšna je bila 7-letna vojna, ki je poleg tega potekala še v Indiji. Lahko bi posegli še dlje v zgodovino. Toda razlika je bila v nečem drugem. Sedaj v 20. stoletju so tehnična sredstva omogočala, da so operacije potekale koordinirano. Nemčija je postala tudi zaradi svojih naravnih bogastev vodilna sila. Imela je razen Rusije seveda največ prebivalstva, imela je največ železniškega omrežja. In seveda bila je velika umetnost, da se takšne Nemčije, ko je nastala, evropske sile niso bale. In zares se je takrat niso bale, kajti Bismarck je bil toliko moder državnik, da je to preprečil. Nikakor ni hotel se zaplesti v spor z Rusijo, kjer je bil včasih pruski ambasador in je od tistih časov imel seveda osebne kontakte z vodilnimi ruskimi državniki. In druga stvar, ki se je lotil, je bila pomiritev največje pomorske sile, to je Velike Britanije. Nemčija in Rusija se je v času Stolypina razvijala neznansko hitro. Res je bila revščina v njej še vedno velikanska, toda iz leta v leto je bila za kakšno mesto po industrijski moči višje. V Nemčiji so začeli računati, da v 10-20 letih bo Rusija producirala toliko kot Nemčija, v 50 letih bo Nemčija proti Rusiji palček, če bo Rusija tako hitro napredovala. In so ugotovili, da 1916 je zadnje leto, kjer lahko računajo, da bi z vojaškimi sredstvi Rusijo še lahko premagali. Pozneje bo vojna nemogoča. Ampak dokler so z Rusijo dobri odnosi, ne bi bilo težav. In če bi bil Bismarck seveda takrat še živ in za krmilom jih v resnici ne bi bilo, samo Bismarcka ni bilo več.